Molimo, dobri Oče, ob jaslicah razmišljamo o rojstvu Tvojega Sina in Tvoji velike ljubezni do nas. Polni hvaležnosti Te prosimo, blagoslovi te jaslice, da se bomo mogli ob njih srečati z novorojenim odrešenikom. Tvoja milost naj nam pomaga, da bomo ob jaslicah mogli iskreno moliti, ter z veseljem sprejeti luč, ki je to noč zasvetila človeškemu rodu. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Lep, dober večer vsem skupaj pred zasloni. Danes praznujemo enega večjih praznikov, spominjamo se rojstva našega odrešenika Jezusa Kristusa. Naj bo ta sveta maša tudi zahvala za našo vero, tudi zahvala za naše starše, stare starše, za vse tiste, ki so nam posredovali vero v Jezusa Kristusa, našega odrešenika, in obenem ga tudi lahko prosimo, da bi bil ta trenutek z nami, v naših družinah, v naših srcih, da bi ga mogli doživljati, pa ne samo danes, tudi vsak trenutek našega življenja. Na začetku svete maše poglejmo v svoja srca, obžalujmo vse tisto, kar ni bilo dobro v naših mislih, besedah in dejanjih. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Smili se.
Danes mašujemo za pokojnega Štefana Ceka, za pokojnega Franca Humarja, za Zinko in Ernesta Torkarja, za Marijo Babnik, za Damjana Sirnika in vse pokojne iz družine Sirnik, ter za pokojnega Jožeta Muhiča. Molimo. O Bog, to sveto noč je zasijala prava luč Kristus, ki razsvetljuje ves svet. Naj v veri na zemlji spoznavamo njegove skrivnosti, da bomo uživali njegovo slavo v nebesih, kjer s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Izaija. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasijala svetloba. Zbudil si silno radost, naredil si veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plen. Kajti jaram njegovega bremena in palico na njegovem hrbtu, šibo njegovega priganjača si zlomil, kot na dan Midjancev. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev psalma je: Danes se nam je rodil odrešenik. Danes se nam je rodil odrešenik. Pojte Gospodu novo pesem, poj Gospodu vsa zemlja, pojte Gospodu, njegovo ime slavite. Danes se nam je rodil odrešenik. Oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje. Pripovedujte med narodi o njegovi slavi, med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih. Danes se nam je rodil odrešenik. Naj se veselijo nebesa, zemlja naj se raduje, naj buči morje in kar ga napolnjuje. Naj vriska od veselja polje in vse, kar na njem raste. Danes se nam je rodil odrešenik. Veselijo naj se pred Gospodom, ker prihaja sodit zemljo. Sodil bo svet s pravičnostjo, ljudstva bo sodil po svoji zvestobi. Danes se nam je rodil odrešenik. Berilo iz pisma apostola Pavla Titu. Dragi Tit,
Razrodila se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas, naj se odpovimo brezbožnosti in se posvetnemu poželenju ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedajnem veku. Zdaj pričakujemo, da se bo uresničilo blažno upanje in se bo razodila slava velikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa. On je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil in vse grešnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, vneto za dobra dela. Božja beseda. Bogu hvala. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tiste dni je išlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo prvo popisovanje in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanjo ni bilo prostora. V tistem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel, ne bojte se. Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus Gospod. To vam bo znamenje. Našli boste dete v plenice povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Poslušali smo Kristusov evangelij. Ne vem, če se spomnite lanskega nagovora, ko je bila tu polna cerkev. Sem vam govoril lani o psu, kako je on videl to božično zgodbo, torej zgodbo, kako se je Jezus rodil. No, letos danes bi vam pa spregovoril, kot smo slišali tudi v evangeliju, kako so pa pastirji videli to zgodbo. Na koncu smo slišali, da so angeli povedali pastirjem, da se jim je rodil Jezus odrešenik. Torej, kako so oni doživljali to božično zgodbo. Lahko rečemo, pastirji so bili pogumni možje, v tistem času tudi danes, vendar so bili malce robati. Vse otroci veste, kaj pomeni robat. Robat človek, to je tak trdi človek, oglati človek, nekoliko grobi. Toda takšen človek je vseeno dober, pastirji so bili dobri, srčni, torej dobrega srca. Približno tako je lahko primerjamo, ne vem, s kakšnim kruhom, ki ima trdo skorjo, znotraj pa je mehek. Torej pastirji morda na zunaj trdi, znotraj pa so bili mehki.
Takšen pastir se ponavadi, če je kdo razjezil, je bil zelo, zelo jezen in je lahko hitro tako se zagnal v koga. Ampak potem mu je bilo pa žal, če kaj slabega, kaj grdega rekel, mu je bilo pa takoj žal. Ja, lahko rečemo, takšni so bili pastirji v tistem času. Tudi lahko rečemo, da se niso preveč radi družili z ljudmi, rajši so bili tako sami zase. Drugim so se morda tudi zdeli tako malo, zaradi tega, ker so bili grobi, so se jih malo bali, raztrgani so malo bili, slabo obleko so bolj imeli, pa so se jih malo bolj izogibali. Ampak tudi pastirji se niso preveč brigali tako za druge ljudi, so si mislili, kaj pa oni vedo, kaj se dogaja na paši. Torej, ko imaš ti čredo ovac, pa pridejo volkovi, pa so kakšne strele, pa nevihta pride, se marsikaj takega slabega zgodi in pastir mora biti pripravljen na vse. Torej, pastirji so pač nekoč bolj sami zase živeli, lahko rečemo, tako kot mi danes, smo lepo v svojih družinah, smo bolj sami zase, tako kot oni takrat. In lahko rečemo, da od pastirjev je bila tudi odvisno življenje in zdravje črede. Torej, ko so se pastirji selili z enega pašnika, kjer je zmanjkalo hrane, na drugi pašnik, so tudi seveda so bile male ovčke zraven in tele ovčke so mogli v roko vzeti, pa jih nositi, ker niso mogli slediti korakom hitrim ta starejših ovac. Torej pastirji so živeli pod milim nebom, v naravi. Najpomembnejše od vsega pa je bilo to, da se je Jezus razodel prav pastirjem. Torej pastirji so bili tisti, ki so bili prvi pri Jezusu Kristusu. Torej Jezus je že vedel, kakšni so pastirji, da so dobri, da se jim ni treba, da se jih ni treba bati. Torej zgodbo, ki bom jo sedaj povedal, sem slišal nekje v Svetem pismu, je ne boste našli, morda to je bilo ustno izročilo, se morda do danes tudi marsikaj že izgubilo, pa morda tudi priredilo, ampak več ali manj pa nekaj lahko je na tem res, kar bom zdaj povedal. Torej zgodbo bi lahko tudi imenovali zgodba pastirja Jonatana. Takole gre njegova pripoved. Bil je tudi četrtek zvečer, tako danes, taka ura, nekje kot danes, morda 7, 8 že, bolj pozno. In pravkar smo povečerjali, torej tisto, kar so nam pripravile žene. Ponovadi smo za večerjo imeli črni kruh, pa nekaj malega toplega mleka. In tako polglasno smo se pogovarjali, tako čisto potihem, ampak to pa samo zaradi tega, ker čreda ovac je že ob tej uri, ob 8 uri je že spala in smo mogli biti tiho, da jih ne bi zbudili. In v takih trenutkih, ko smo bili tako večer skupaj, smo si radi pripovedovali zgodbe. Še posebej dober pripovedovalec je bil en pastir, ki se je imenoval Jeromel. Ampak on mi je pripovedoval take strašne zgodbe, da so se mladi pastiri kar bali. Mi starejši smo se pa malo smijali temu, ker se tudi kaj včasih kaj dodal zraven, kar ni bilo res. No, ko se je začela ena taka resna zgodba, smo vsi utihnili, bila je tišina, lahko si slišal prasketanja ognja, v katerem smo bili. Slišal si tudi živino, ki je spala in si slišal samo njihovo dihanje. In enkrat se je zgodilo, v enem trenutku sem jaz bil na straži, torej jaz pastir Jonatan, bil sem tam. Bila je noč, malo poleg ognja, bila že temno, ni se toliko svetlobe prihajalo in zaslišim ene korake, tako počasi oddaleč in vedno bližje je prihajalo ti koraki. Ampak jaz nisem se nič ustrašil, jaz sem pogumen pastir in potem slišim renčanje in slišim tudi zavijanje. Ampak nisem se nič strašil. Veste, kaj sem naredil? Jaz sem vzel palico, tako kot imam sedaj tukaj, takšno palico, in sem jo dal v ogenj, da je zagorela. In veste kaj, potem sem šel s to palico do teh, so bili volkovi, so bili in sem šel do njih in oni samo skočili v stran. In jaz sem šel proti njih do meje pašnika, tam, kjer smo bili. In tisti volkovi se nikoli več niso vrnili. Dolgo jih ni bilo več nazaj.
No, takšen pastir sem jaz bil. Ampak vrnimo se na našo zgodbo. Torej, četrtek zvečer, tako danes smo, sedimo ob ognju, bila je nares ena tistih toplih, jasnih noči. Lahko si videl zvezde, na pol polna luna. Če ste bili kdaj v hribih, recimo tako, ko imaš tisoče zvezdic na nebu in res tako prav čarobno, skrivnostno, torej kar s prstom bi se lahko tisti zvezdi zataknil. Tako ena lepa noč. Kar nekaj, kot da bi se nekaj približevalo. In nenadoma so se oglasili naši psi, mi smo je tudi pse čuvaje, ampak niso renčali ali pa kaj, ampak take lep laje so imeli, kot da bi nekoga pričakovali. In kazalo je, da nekdo prihaja k nam, torej oddaleža se nekdo približuje, potem čez čas res zaslišimo korake, da nekdo prihaja, kopitanje je bilo, kot da bi neka žival bila, in potem res vidimo 3 postave. Ena postava je bil osliček, Rudek, potem ena postava je bila pa eno dekle, ena žena, ki je jahala oslička, in poleg nje je bil en možakar, verjetno njen mož, in sta se nam približevala. In ko sta tako prišla do nas, sta nam rekla, da jo pošilja gospodar, torej tisti pašniki niso bili naši, da jo pošilja gospodar, ker v mestu ni bilo zanjo prenočišča in žena je že noseča, da naj ji damo votlino, kjer si bosta lahko odpočila. In jaz, pastir Jonatan, sem si mislil, ja pa kakšen gospodar je to, notri v hlevu naj bi žena rodila dete. Jaz sem tudi poročen, pa moja žena, ki je vajna mraza, je rodila na toplem. Ampak smo študirali, kaj bi naredili en lep prostor najti za to ženo in moža. Ampak nič, morali smo dati votlino in res smo jo peljali noter, v tisti hlevček, smo jo razgrnili slamo. Žena je res komaj čakala, da si odpočije po dolgi poti. Potem smo pa prepustili našim ženam, da so poskrbele za moža in ženo. Mi možakari smo šli ven in potem v enem trenutku pride moja žena ven iz votline in pravi, da se je bližal porod žene. In hitro, no tega bom malo bolj potihem to rekel, sem se malo ustrašil, nisem še nikoli bil, žena moja rodila, ampak nisem bil nikoli zraven. Sem rekel, bom rajši molil, da bo v redu šel porod. In res smo molili, žene so poskrbele za vodo in blago čisto. In v enem trenutku se je zaslišal jok, človeški jok, bil je deček. In vam moram povedati, bilo je res prekrasno, ko smo stopili v votlino, ko smo tega dečka pogledali, sem se skoraj od veselja razjokal. Kar šel sem na kolena in se Bogu zahvaljeval, kajti ta otrok je bil res nekaj posebnega. Saj veste, ko nekaj lepega vidiš, človek se lahko zelo, zelo razveseli. In ta deček je imel en takšen si tukaj okoli glave. In potem so tudi prišli, kaj vse smo še videli, še angeli so prišli. In angeli so govorili, da je dete, ki je rojeno, da je Božji sin. In naenkrat v votlino so prišli tudi drugi pastirji iz drugih pašnikov in tudi oni so pokleknili in slavili Boga za to čudovito dete. In lahko zaključim, da je bila res ta noč blagoslovljena. Nihče ni zatisnil očesa celo noč in nihče ni bil utrujen. Tako se je ta zgodba končala, kot smo brali tudi v Evangeliju. Naslednje dni še bomo slišali druge zgodbe, kaj se je z Jezusom seveda naprej dogajalo. Pa nadaljujemo, izpovemo vero trojedinega Boga. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, vseh vidnih in nevidnih stvari,
in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Predragi bratje in sestre, v tej sveti noči se je iz Device Marije rodil Božji sin Jezus Kristus. Odprimo mu svoja srca in ga ponižno prosimo. Nebeški Oče, prosimo te za sveto cerkev, poživi nam vero v tvojega Sina, ki prihaja k nam kot pravi Bog in pravi človek. Prosimo te, usliši nas. Naj vsi ljudje spoznajo, da resnični mir prihaja od Jezusa, ki je vzel nase človeško revščino in trpljenje. Prosimo te, usliši nas. Naj vsi, ki smo se zbrali v veselem pričakovanju božične noči, svojim bližnjim prinašamo ljubezen, ki nam jo podarja Jezusovo rojstvo. Prosimo te, usliši nas. Naj bolni na stežaj odprejo vrata svojega srca prihajajočemu odrešeniku. Prosimo te, usliši nas. Naj vsem ljudem dobre volje božični prazniki prinesejo mir in radost. Prosimo te, usliši nas. Naj vsi, ki so zaspali v upanju na ustajanje, gledajo tvoje oblične v slavi. Prosimo te, usliši nas. Molimo, da bi se naši osebni odnos z Jezusom Kristusom napajal iz Božje besede in iz molitvenega življenja. Prosimo te, usliši nas. In še po osebnem namenu. Prosimo Te Usliši nas. Nebeški Oče, tvoj sin je postal človeški otrok, da bi mi postali Božji otroci in bi si tako še bolj razodela tvoja milost in moč. Prosimo te, uslišite naše prošnje po Kristusu našem Gospodu.
Molimo, bratje in sestre, naj Bog Vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Dobri Oče, naj te razveseli slovesna daritev v tej sveti noči. Po tej čudoviti zameni darov nas upodobi po Kristusu svojim Sinu, ki je v njem naša narava že združena s teboj in ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Tvoja beseda se je očlovečila in v tej skrivnosti nam je zasijala nova luč tvoje slave. V vidnem odrešeniku se razodevaš ti nevidni Bog, da bi v nas raznev ljubezen do tega, kar nikoli nobeno oko ni videlo. Zato z angeli, nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo: Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha se oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na dan, ko je blažena Marija, brezmadežna devica, rodila sveto odrešenika. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano s pravo, napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi učenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo.
Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje, utrjuj veri ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, veškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, še posebej ti danes priporočamo Štefana Ceka, Franca Humarja, Zinko in Ernesta Torkarja, Marijo Babnik, Damjana Sirnika in vse pokojne iz družine Sirnik, ter za Jožeta Muhiča in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci se skupaj obrnimo na našega nebeškega Očeta in ga prosimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno vodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ob tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Pa si zaželimo drug drugemu Božjega miru, tega miru, ki ga lahko prinaša ali Jezus Kristus, pa si objemimo ali pa si podajmo roke, mi se bomo pa tukaj priklonili. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemne grehe sveta. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Beseda, Bog sin je postal človek in spoznali smo njegovo slavo. Molimo. Gospod naš Bog, z velikim veseljem praznujemo rojstvo našega odrešenika. Prosimo, naj ti v življenju tako zvesto služimo, da bomo nekoč za večno prišli v družbo tvojega sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Še nekaj oznanil. Danes zvečer o polnoči še je sveta maša, polnočnica, jutri ob 9. uri prav tako na sam Božič, potem lahko prejmete tudi jutri ob failo ob 10. uri in pol 12. uri. Želimo vam tudi jezuitska skupnost tukaj v Dravljah, sem tudi hvaležen sobratom, da smo lahko bili tako v velikem številu skupaj, sedaj danes tukaj. Če bi bilo drugače, verjetno nas ne bi bilo toliko, tako da vam vsi skupaj voščimo blagoslovljene božične praznike, blagosloven Božič, pa vam obenem tudi želimo, da bi mogli resnično doživljati Božjo bližino. Jožef in Marija sta bila skupaj z Jezusom in je tudi prav, da smo mi sedaj drug z drugim po družinah in da bi bil res tudi Jezus lahko v naši srce, v naši sredi. Mislim, da bi vse druge stvari potem lepo gredo. Naj bo res blagoslovljeno.
Še molimo molitev za zdravje. Oče usmiljenja in tolažbe, Tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Sveta Marija, zdravje bolnikov, sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, vsi božji svetniki in svetnice, Bog, ki je luč in ljubezen, je z učlovečenjem svojega sina pregnal temo sveta in z njegovim rojstvom razsvetlil to sveto noč. Naj prežene od vas temo greha in prežari vaša srca z lučjo svoje milosti. Ob njegovem rojstvu, začetku našega življenja, je poslal angela, da je pastirjem oznanil veliko veselje. Naj tudi vaše duše napolni svojim veseljem in vas naredi za glasnike evangelija. V svojem sinu Jezusu Kristusu je združil zemljo z nebesi. Naj vas napolni z mirom in ljubeznijo, da boste v nebesih vsi pridruženi občestvu svetih. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru. Oh